Torej, lepo pozdravljeni, dragi gospodje, dragi gospodje, dragi prijatelji. Ponovno smo tukaj v projektu Sobice Šudiskega centra za narodno razpravo in s ponosom moram reči, pozdravljam med nami našega prvega direktorja, Mirka Mikolo, človeka, ki je pravzaprav oral ledino na področju tako imenovanega spravnega procesa na Slovenskem, ki se je vse svoje življenje ukvarjal z raziskovanjem in razkrivanjem totalitarnega nasilja, ki je, bom rekla, končno lani dočakal tudi nagrado za najvišje dosežke na področju znanosti. In še enkrat s ponosom predstavljamo danes njegovo knjigo o revolucionarnem nasilju na Štajerskem, ki na nek način sodi tudi v okvir našega raziskovalnega programa o nasilju totalitarizma od leta 1941 do leta 1991. Torej, dr. Milko Mikola, želimo vam vsi veliko zdravja, poguma, moči še za naprej, za nadaljne raziskovanje. Mislim, da še niste zaključili s tem, čeprav je seveda nekako težko se ukvarjati s tako težko, tragično snovjo, ampak vendarle ta knjiga, ki je danes tukaj pred nami, je pa sijajen dosežek in se bo zapisala v zgodovino, tako kot vse vaše dosedanje. Ponosni smo, obene pa moram reči v svojem imenu, tudi malo žalostni, ker ponovno živimo v času, ko se ljudje zapirajo brez dokazov. In vsi se vprašajmo, komu zvoni, zvoni vsem nam. Hvala lepa, doktorica Andrej Vadičič-Štovir. Lepo pozdravljeni. Danes torej predstavljamo knjigo doktorja Milka Mikole o revolucionarnem nasilju na Štajerskem. Skratka, revolucionarno nasilje je en projekt, ki ga izvaja Študijski center za narodno spravo. Njegov cilj pa je pravzaprav celovito prikazati to nasilje nad civilnim prebivalstvom v času druge svetovne vojne po slovenskih pokrajinah. Do sedaj so bile objavljene že 3 študije naših sodelavcev, dr. Damjana Hančiča o revolucionarnem nasilju na vzhodnem Gorenjskem s posebnim poudarkom na kamniškem območju. Izpod njegovega peresa je prišla tudi knjiga o revolucionarnem nasilju na osrednjem in zahodnem Gorenjskem. Magister Renato Podbersič pa je avtor knjige o revolucionarnem nasilju na severnem Primorskem s posebnim poudarkom na Goriškem in Vipavskem. Vemo, da so številne kršitve človekovih pravic ali pa različne oblike nasilja, ki sta jih povzročila nacizem in fašizem, pravzaprav precej dobro raziskane in znane, nekoliko manj pa različne oblike nasilja, ki jih je povzročila nasprotna stran, torej partizansko-odporniško gibanje. To gibanje je med vojno obvladovala komunistična partija s ciljem prevzeti oblast, kar je tudi z izvedbo revolucije v času druge svetovne vojne se potem po vojni tudi zgodilo in zato lahko pravzaprav govorimo sploh o revolucionarnem nasilju. To nasilje so izvajali predvsem partizanske enote, pripadniki VOS-a, torej varnostno-obveščevalne službe, vojske državne varnosti, OZNE, narodne zaščite in tudi terenci. Če omenimo nekatere najbolj pogoste oziroma najbolj tipične oblike nasilja, pa seveda ne moremo mimo mučenja in usmrtitev civilnega prebivalstva brez sodnega postopka ali na podlagi sodnega postopka, slednjih je bilo seveda veliko manj. Za ta dejanja so se v času druge svetovne vojne uporabljala izraze justifikacija in likvidacija. Dalje izgone prebivalcev iz kraja bivanja, požiganje vasi, posameznih domačij, ropanja, zaplemba premoženja in seveda druge oblike ustrahovanja prebivalstva. Revolucionarno nasilje nad civilnim prebivalstvom se je začelo že v letu 1941, pravzaprav večje razsežnosti je dobilo naslednje leto, predvsem na Notranjskem in
Dolenjskem. Na te velike razsežnosti revolucionarnega nasilja opozarjajo tudi poimenski seznami, ki so jih prej omenjeni avtorji in tudi dr. Mikola izdelali v svojih študijah in za katere je treba seveda poudariti, da niso dokončni. Če recimo omenim, na Goriškem in Vipavskem je bilo v letih 1941 in 1945 ubitih okoli 265 slovenskih civilistov, med katerimi so bili tudi znani antifašisti in duhovniki. Na širšem kamniškem območju je dr. Hančič identificiral 305 žrtev revolucionarnega nasilja, na območju osrednje in zahodne Gorenjske pa skoraj 700 civilnih žrtev. Po podatkih, ki jih je zbral dr. Milko Mikola in so objavljeni tudi v knjigi, ki jo danes predstavljamo, je to revolucionarno nasilje na Štajerskem terjalo več kot 500 civilnih žrtev. Osrednji del te knjige predstavlja ravno to poglavje o izvensodnih usmrtitvah ter izvajalcih in žrtvah le-teh. Omenim naj mogoče samo še, da je dr. Mikola na podlagi arhivskih dokumentov, pričevanj in drugih virov izdelal tudi 2 seznama žrtev, in sicer enega, na katerem so osebe, ki so bile usmrčene brez sodnega postopka, in na drugem, kjer so osebe, ki so bile usmrčene na podlagi sodb vojaških sodišč, in teh je okoli 60. Kaj več bo seveda povedal avtor, zato kar prosim, dr. Mikola. Lepo pozdravljeni. Posebej bi želel še pozdraviti mojega, tako rečem, kolega ali pa prijatelja, če mi to dovoli, doktorja Borisa Mlakarja, s katerim so skupaj študirala in so se oba podala, torej on kot znanstvenik že od vsega začetka na Inštitutu za novejšo zgodovino, jaz sem pa bil najprej celo v šolstvu in potem v arhivu zaposlena, in so ostala še do danes v stikih, tako rečem, edini iz tega letnika, s katerim imam še stike. In sem se včasih tudi lahko se obrnil nam kot neizkušenega raziskovalca in znanstvenika. Torej, kot vidite, danes predstavljamo tole mojo študijo o revolucionarnem nasilju na Štajerskem, za katero moram reči, da ni dokončna, da je to podaja nek okvir, na podlagi katerega bo lahko kdo naredil še popolnejšo študijo celovito. Vsekakor pa lahko na podlagi te študije nastajajo nove, razne krajše študije, ki se bodo nanašale na posamezne kraje ali pa na posamezna območja. Pri pisanju te študije sem uporabil predvsem gradivo okrajnih sodišč. Kajti bistvo revolucionarnega nasilja so bile tako imenovane likvidacije oziroma justifikacije, kot so imenovali, narodnih sovražnikov, in te je po vojni oblast sama ukazala narediti njihove sezname. Vsak krajevni narodno-osvobodilni oziroma kasneje narodni odbor je moral narediti na svojem območju natančen seznam vseh, ki so jih med vojno partizani pobili, ali pa da so po vojni pobegnili v Avstrijo oziroma čez mejo, to niso Nemci mišljeni, in ta seznam predložiti pristojnemu okrajnemu sodišču, ki je potem izdal zaplemno odločbo na podlagi zakona o zaplembi, 28. člena zakona o zaplembi imovine in upravljanje zaplembe, je namreč bilo to premoženje samodejno zaplenjeno tisti trenutek, ko je bil ta vnešen v seznam likvidiranih. In sodišče je samo še izdalo odločbo o prepisu tega premoženja v korist splošnega ljudskega premoženja, oziroma da je to postalo državno premoženje, pri tem pa mu ni bilo potrebno ugotavljati krivde tega, ki je bil ubit. Niti ni imelo te pravice, tudi če bi hotelo, ni imelo te pravice. In na podlagi teh odločb, ki sem jih izbral v sodišči, okrajni sodišči, ki so po vojni delovali na območju Štajerske, največ pa je to ohranjeno za področje
okrajnega sodišča, torej celjsko področje, to, ki ga je pokrivalo sicer okrožno sodišče Celje, sem potem prišel do seznamov teh ljudi, torej čisto posamično, ne na nekih zbirnih seznamov. In tako sem prišel do zaključka, do številke, ki pa daleč nepopolna, da je bilo na Štajerskem med vojno od strani partizanskega odpovedniškega gibanja, da je bilo, če uporabim njihov izraz, ki se ga pa izogibam, likvidiranih oziroma justificiranih preko 500 civilistov in med njimi tudi in pa borcev. Ta številka je gotovo mnogo višja še, ker nekateri niso imeli nobenega imetja in jih potem tudi niso vnesli v te sezname in niso bile izdane zaplemne odločbe za njih, ker ni bilo kaj zaplemljeno, ne, zaradi tega. Torej, v knjigi sem naredil tak pristop, da sem obdelal sem glavnem seveda to glavno obliko nasilja revolucionarnega. To je tako imenovane likvidacije oziroma justifikacije. Zakaj revolucionarno nasilje to imenujemo? Zato, ker mislim, da je bila večina teh ljudi pobitih iz ideoloških in političnih razlogov. Kajti ni mogoče verjeti, da bi bilo tako ogromno število ljudi izdajalcev. Če pa celo Slovenijo vzamemo, ne, gre to v tisoče. To bi pomenilo, da je slovenski narod izdajalcev. Drug moment, ki me je k temu še dodatno, kot dodatno dokaz služil, da gre za revolucionarno nasilje, je šlo za pobijanje tistih, ki so kakorkoli nasprotovali partizanskemu uporniškemu gibanju, ker so vedeli, da se za njim skriva komunizem, je pa ta, da si je število likvidacij, torej število usmrtitev, bomo rekel reči, povečevalo, kakor hitro je tudi na Štajerskem bila organizirana varnostno-obveščevalna služba. Torej, tajna politična policija, ki je služila partijo za odstranitev vseh, ki bi bili proti revoluciji. In na Štajerskem se začne pojavljati, se voz dokončno utrdi šele leta 1943. Do takrat so pa usmrtitve izvajale partizanske čete in pa seveda po prihodu druge grupe odredov na Štajersko poleti leta 1942 do tam nekako avgusta, septembra, Boris nekako kaj popravil, je pa potem seveda s prihodom druge grupe odredov, ki je vodil Franz Rozman Stane, komandant, potem je bil v vodstvu je bil Dušan Kveder, Tomaš, pa Peter Stanteskala so bili. Ti so se že izkazali pri teh iznesodnih usmrtitvah, ko je še bila grupa odredov na Dolenskem. In to sam Kardel poroča, mislim, da Tito poroča, da je ta enota v kratkem času pobila, mislim, da 60 ljudi, tako da dr. Ferenski, prvi od teh zgodovinarjev, če bi rekel, ne režimskih, ne bom rekel, ampak teh, ki izhajajo z Inštituta za novejšo zgodovino, je pisal v svoji knjigi Ljudska oblast, razvoj ljudske besede na Slovenskem, 41-45, v svoji prvi knjigi. On to pomenja sicer kot napake, nikako niso to za napake. Nasilje je sestavni del, to je ugrajena koda komunizma, komunistične ideologije. On prvi potem celo piše, tam sem tudi ta podatek najbolj, seveda sem potem tudi šel iskat v vire, da sem še to ne preveral, vedno grem pogledat vir prve roke, pa vsaj vir druge roke, če se da, ne. Torej, se je že tam izkazala, pod narekovaji, da je izvajala množične usmrtitve civilistov. In resnično, po prihodu druge grupe odredov na Štajersko se število usmrtitev strmo povečuje. Še bolj pa, ko je bil organiziran voz, tudi organizacijo voza je na Štajersko
Partija je poslala ljudi iz Dolenjske, da so to organizirali. To niso domačini. Ni imela zato niti usposobljenih kadrov, ki bi imeli izkušnje. In tu je izstopal znani Rudi knez, čakaj, kako je bil? Knez je pisal, ampak se ga imamo, ne? Ki je bil znan krbolog, bil je celo svojega lastnega brata likvidiral. In on je organiziral in takrat se na Štajerskem prvič začne pojavljati izraz boja proti Beli gardi. Torej nasprotnike partizanskega odporniškega gibanja ali pa niti ne nasprotnike revolucije, komunizma, so pojmenovali vsakega, kdor bi kakorkoli nasprotoval partiji, so ga takoj uvrstili med belogardiste, oziroma ta pojav so pojmenovali belogardizem ali pa plavogardiste kasneje. Kasneje na Štajerskem bil bolj izraz večjo veljavo izraz plava garda, ker so domnevali, da se je Bela garda v Ljubljanski pokrajini kompromitirala in da bo zdaj na Štajerskem skušala oblast vzeti plava garda. Razen tega je na Štajerskem, moramo poštevati, resnično delovalo ločetništvo, ki ga je vodil Jože Melaher, Zmagoslav, in je potem se partija naslanjala na to, češ, da že obstaja četništvo in da bo plava garda glavna nevarnost na Štajerskem. In z organizacijo VOS-a se pa začne število usmrtitev strmo povečevati. No, nekatere usmrtitve, ki so jih izvedle partizanske čete, so v svojih delih, monografijah so opisali zgodovinari, lokalni zgodovinari. Na Celjskem je bil to Stane Tarčak iz Muzeja revolucije, ki se zdaj imenuje Muzej novejše revolucije, ki opisuje partizanstvo na Savinjski dolini oziroma na Celjskem in opisuje poboje teh civilistov, ki imenuje brez vsakega dokazovanja, ker izdajalci, da so prejeli zasluženo kazen, to so stereotipi, čisti, tipični. In prvi dve žrtvi, ali pa vse prva žrtev je bil neki kmet, ki sem je zasledil, je bil kmet Dežnikar na Dobrovlah, tam, ker je bila 26. oktobra 41. znana bitka na Čereti, ki jo je med Štajerskim bataljonom, partizanskim bataljonom in pa Nemci. In ubili so ga pa samo zato, ker, to je zapisal, ker je zelo dobro poznal celotne Dobravlje in je predstavljal potencijalno nevarnost za partizane in so ga preventivno odstranili. Enostavno so ga ubili. Iz zaplemne odločbe, ker smo povedali zaplemno premoženje, je pa razvidno, da so ubili tudi njegovo ženo, ampak njo so kasneje, njega so pa Augusta, mislim, Augusta 31, da je on bil nekako prva žrtva. Sveda so usmrtitve so izvajali tudi zasledev, so izvajali terenci, tudi partijski aktivisti. Ti so izrazito štartali na bogatejši sloj, oziroma nekaj trgovcev so pobili, ti partijski aktivisti na Celjskem. Torej, med drugim enega Vašnitura Grazelija so bili pa na zelo okrutni način so ubili enega v Loki pri Žusmu, ko so ga prevezali leveso in mu prevezali triboh, da mu je drobovi padlo ven. In drugače pa, potem, ko je voz bil ukinjen, je pa to vlogo prevzela Vojska državne varnosti, ki je že v svojem dnevnem povelju, ki ga je dal Bojan Polak Stenka, je ukazal, da je vse sile treba vreči v uničenje tistih, ki bi ogrožali revolucijo, narodno-osvobodilno borbo in pa revolucijo. In oni so, vsi ti so imeli pravico izvajanja usmrtitev, torej brez vsakega predhodnega sojenja, čeprav so oni rekli, da so jim sodili. Sodili so jim pa po narekovaju po odloku Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora, torej ta začetni odlok o zaščiti Slovenskega narodno-osvobodilnega gibanja njegove
kako se še naprej, zaščiti slovenskega naroda in njegovega narodnega gibanja, ne, ki je predstavljal pravno podlago za izvajanje likvidacij. Sicer je tam govoril o nekem sodstvu, ampak to ni bilo nobenega sodnega postopka predvidenega, ampak je bil zelo kratek, torej celo brez zaslišanja. Zaslišanje se upravi samo, če je to možno, če dopušča torej okoliščine, drugače je pa to po kratkem postopku odločitev torej partije, vodstvo je dajala za sprejedanje odločitev koga od višjih politikov, recimo, kot so bili ban natlačeni, ali pa potem profesor Erlich in tako naprej, to je bil vodstvo dobival direktno ukaze, koga likvidirati od partije. Medtem ko partizanske čete, tam je pa odločilno besedo sta imela pa politkomisar in pa komandant, lahko, če pa je šlo za borca, so pa lahko mu tako sodili, smrtno obsodbo izrekli tudi zbor borcev, torej da so vse borce enote poklicali in da so oni izrekli torej smrtno obsodbo. To teko smrtitev nikakor ni mogoče obravnavati kot sodne, da bi šlo to za sojenje. Tu gre za izvensodne usmrtitve, za poboje, enako kot je bilo to, ki so kulminirali po vojni. S tem je nekako, lahko rečemo, da je ta odlok je omogočal to pobijanje in ni bil z tega vidika odlok o zaščiti slovenskega naroda, ampak nasprotno je dajal podlago, možnost, kritje tem partizanskim enotam oziroma partizanskemu odporniškemu gibanju, da lahko neusmiljeno odstranilo, koga je hotelo. In če gledamo mednarodno humanitarno vojno pravo, je tako postopanje s civilisti nasprotovalo konvencijam, torej Haški konvenciji iz leta 1907, o ravnanju s civilisti, predvsem pa Martinsovi klauzuli, ki je bila dodana to je četrta Haška konvencija, ki določa, da je treba s civilisti ravnati oziroma temi, ki jih zajamijo, da je treba ravnati v skladu z pravom in torej običaji, ki veljajo pri civiliziranih narodih, če ni to posebej določeno v vojnem pravu. Se pravi, da partizanska stran tega ni upoštevala in je ravnala enako, to pa je treba povedati, kot je nemška, oziroma ko so ravnali nacisti pa fašisti v postopanju z pristaši oziroma podporniki partizanskih podporniškega gibanja. Samo oni so bili tujci in so tako ravnali s Slovenci. Tu pa so Slovenci ravnali z Slovenci. Šele leta 1943 je na nivoju celotne Slovenije bilo vzpostavljeno partizansko sodstvo s celo vrsto predpisov. Prvi predpis je bil sprejet 5. avgusta 1943, ga je sprejel glavni štab, Novi Pos, s katerim so bila ustanovljena brigadna in okretna vojaška sodišča, sprejet je bil poseben pravilnik, potem so bila še ustanovljena področna vojaška sodišča in pa višje sodišče pri glavnem štabu. S tem je bila dana neka minimalna pravna varnost, da niso ljudi več prepuščali bolj samovolji komandantov in komisarjev pa vosa, ampak kaj je bilo? Voz ni bil in kasneje OZNA nista bila obvezna upoštevati te partizanske teh predpisov o sodstvu in sta lahko mimo njih po nalogu partije likvidirala, koga sta hotela. Oziroma koga so pač smatrali, da je potrebno odstraniti, tako da so te izvensodne usmrtitve, če te rečem, ti poboji, potekali še naprej. In so na Štajerskem 44. leta dosegli svoj višek. Je pa del ljudi, del teh, ki so bili usmrčeni, je pa bilo usmrčenih na podlagi sodbe. Na Štajerskem so bila vzpostavljena 3 področna sodišča, poleg brigadnih sodišč, ki sta bila pri Zidanškovi brigadi Miloša Zidanška in pa Šlandovi brigadi in pa brigada 14. divizije, so bila potem še ustanovljena pri Kozjanskem odredu
recimo, in pa področna sodišča, ki so bila pa specialno za sojenje civilistom. V njihovem senatu bi moral biti en pravnik, kar pa niso mogli zadovoljiti, ker je pravnikov primanjkovalo. In tu sta bila vojaško sodišče za celo 4. operativno cono je bilo, vojaško sodišče 4. operativne cone in pa vojaško sodišče vojnega področja 4. operativne cone z senati, torej je bil za zgornjo-savinjsko vojno področje in pa za kozjansko vojno področje, deloma pa tudi za kamniško-zasavsko vojno področje, veseloma torej na področju 4. operativne cone. In tu je bilo, ko sem gledal vpisniki ohranjen, tu je le bil nek postopek zagotovljen. Torej je bilo zaslišanje, je bila preiskava upravljena, bil je neko sojenje pred tem senatom in pa bila je izdelana sodba in vročena obsojencu pisna sodba je morala biti. In so se nekaj teh sodb se celo ohranila. Nekaj jih boste videli tukaj, bom jaz potem komentiral tele. Tako da je neka minimalna večja varnost civilnega prebivalstva, predvsem voljo je bila ustvarjena. No, partizansko sodstvo se je razvijalo v Sloveniji samostojno do 1. septembra leta 1944, ko je na celotno Jugoslavijo vstopila v veljavo uredba o vojaških sodiščih, ki je izdal Vrhovni štab 24. maja leta 1944 in so bila ustanovljena nova vojaška sodišča, pa s tem ne bom tudi na Štajerskem je organizacija sodstva in celotno Sloveniji bila treba spostavljena. Nekaj bi še povedal, da pa je vsaka smrtna obsodba po predpisih, ki jih je sprejel glavni štab ali pa po tej uredbi, da je ni možna bila pritožba zoper obsodbo, ampak da jo je moralo potrditi višje sodišče. In tako so iz Štajerske nosili te sodbe kurirji na Dolenjsko k višjemu sodišču pri 7. korpusu oziroma pri glavnem štabu prej in so morali jo tam potrditi. Šele potem bi se smela izvršiti. Vendar je bilo tudi določilo, da če pa so izredne okoliščine, ki to ne dopuščajo, da se lahko smrtno obsodbo tako izvrši. In so bili primeri tudi, ko so bile mladoletne osebe usmrčene, tudi ko ste videli nekaj primerov, ali pa ste že mogoče, ko je bilo celo neko 15-letno dekle usmrčeno oziroma obsojeno na smrt, ampak je bila smrtna kazen spremenjena v težko prisilno delo. Jaz njeno usodo spremljal in sem potem ugotovil, da je pa po vojni nek zagrižen partic tega dekleta odpeljal iz hiše in jo je ubil v gozdu nad hišo in njen grob še tam in ne pustili borci še danes ne pokopal, oziroma se bojijo, ne pustili tega dekleta trupa na kopališče preostanke, da bi prenesli. No, potem je seveda prevzela glavno likvidacije Pozna, ki je nadaljevala delo VOS-a, najprej VTV, pa potem Pozna. In VTV pa Pozna sta dejansko iz VTV-ja se je potem razvila na območju cele Jugoslavije, bil ustanovljen korpus narodne obrambe KNOJ 18. avgusta, mislim, da avgusta leta 1944 in Vojska državne varnosti je bila potem vključena v ta korpus in ta je izvajala. Pozna je dejansko zbirala podatke, koga je treba likvidirati. Likvidacije je pa izvajala Vojska državne varnosti. In poleg tega se izvaja nasilje tudi kurirji. Tu je šlo za, da so si lahko privoščili, predvsem sem jaz ugotovil, da so kurirji lovili dekleta okrog, oziroma lovili, ugrabljali dobesedno, jih posiljevali, potem pa so jih posmrtili in so jih propisili za narodne izdelavke. Nekaj primerov teh sem. In na naslovnici knjige imate grob, ki sem ga odkril, mislim, da so mi domačini zanj povedali in sem potem tudi obiskal te svojce, dekleta, no to zgodbo bom povedal, ker nekaj zgodb sem vključil v to, da niso poparno oziroma tako čisto vse samo na podlagi
arhivskih dokumentov, predpisov, sem skušal vključiti tudi posamične zgodbe teh ljudi noter. Tam, kjer sem 100% lahko ugotovil, da je šlo za nedolžne žrtve, popolnoma nedolžne žrtve. Ne. To dekle 19-20 let je bilo staro z Belovega, je bila doma, je šla kupovati v Maribor potrebščine za dojenčka svoje sosede, ki je bila pred porodom, in ko se je vračala nazaj z vlakom, je izstopila na hodnik, ker je bila njena sestra in se drugo jutro vračala domov peš. In potem so jo ugrabili čovjeri, tamkajšnje kurirske postaje in so jo odpeljali v en kraj, Nerman Srževica, blizu Ponikve, in tam imeli teden zaprto, jo posilovali in zato so jo v gozdu umorili. V vojni je njen brat njen grob odkril in je še danes tudi prav tam in ta grob je na naslovnici in ga obdržujejo lepo. Niso dovolili prenesti, mislim, noče prenesti na pokopališče, najbolj to kot en preko, da pač ljudje bi naj pominjalo, kaj se je med vojno dogajalo. Je pa zanimiva zgodba, da so partizani najprej seveda proglasili za narodno izdajalko, potem, ko so vedeli, da je ljudstvo ve, kaj se je zgodilo, so jo proglasili za partizanko in so podelili njen grob otroci Krasit iz bližnje šole v Sladki Gori. No, zdaj, končno so jo podelili zelo dat na spomenik padlih borcev, pa da niso dovolili domačini. In za ta grob zelo lepo skrbijo in je sredi gozda mater gospod Ivo Žedela, je pa avtor te fotografije, ko smo šli pogledati to. Njena sestra je napisala celo knjigo o tem, vendar je kakšnimi 15 leti, in knjiga je šla, tako da je uporabljala druga imena, ni upala uporabiti ime pravo imena. Ne samo za likvidatorje, niti svoje sestre ne je upala poimenovati, ker si je bala teh ljudi še vedno. Ne. To, kar tudi kaže na vzdušje, kakšno je še vedno ostalo. No, to so, torej, glavna oblika tega nasilja je so likvidacije, ki jaz pač povezujem z revolucijo, ker če te ne bi bilo žrtev neprimerno manj, ne moremo pa reči, da so bili čisto vsi, ki so jih partizani usmrdili, da so bili pa sami nedolžni. To ni res, tudi sam poznam iz dokumentov in pa iz vlastnih pogovorov z ljudmi, da so bili pa tudi primeri, ko so celo za denar izdajali, in to celo ranjence, so izdajali bolnice Nemcem. Ali pa so delovali kot gestapovski agenti in podobno, da ne govorimo o raztrgancih, ki na Štajerskem, ta pojav raztrgancev je bil, pa na Gorenskem, je bil zelo glasen. Ko so se izdajali ti plačanci za partizane, so hodili razcapani, da bi bojili tak popis. Kmet, ki je dal jim zavetišče, oziroma ki je sprejel, to je seveda potem ga je čakal, da so ga zaprli, lahko je bil potem, so bili lahko celo ustreljeni potalci, ali pa so jih poslali v koncentracijska taborišča. Tako da sem postavil nek kriterij v knjigi. Žrtve revolucionarnega nasilja je treba smatrati samo tiste, ki so bili usmrčeni, ker torej iz političnih in ideoloških razlogov, ker so nasprotovali komunistični revoluciji. Niti ni nujno, da so partizanskemu odporniškemu gibanju nasprotovali, ampak niso se strinjali s komunisti in s komunizmom in so bili torej te ideologije nasproti in so jih je voz oziroma pozna zaradi tega razprotila. Nikakor pa ne tisti, ki so resnično izdajali celo zaplačilo in pa povajali. To moramo biti zaradi objektivnosti, moramo te stvari razčistiti, da ne bi čisto vsakega potem proglasili, da bi se lahko vsakdo proglasil v žrtve. Sploh pa ne recimo nekih, ko so bili raztrbenci. V knjigi še prikažem oziroma nakažem nekatere druge oblike nasilja na posamičnih primerih nad civilisti. To je v prvi vrsti gre tu za izgone prebivalstva, kajti partizanska zakonodaja, če tako imenujemo, oziroma predpisi so omogočali posolstvu, da je kot ena izmed kazni bila,
da so družino ali pa posameznike, za kateri so verili, da nasprotujejo komunizmu ali pa partizanskem odporniškem gibanju, tudi če niso imeli kaj dokazati konkretno, da so jih lahko izgnali iz kraja bivanja. V nek drug kraj so morali oditi. Doskrat si pa zgodilo, da so cele vasi zažgali ne na Štajerskem, ampak na Dolenjskem in na Notranjskem. To je primer te smo Žvirče, pa Himnje pa to. Na Štajerskem so pa požgali posamične domačije. To je dokazano. In da so izganjali ljudi iz kraja bivanja, mogoče nekatere tudi upravičeno, da so torej vohunili ali kaj takega, pa jim niso mogli dokazati, ampak v večini primerov je šlo pa to za preventivni ukrep in so te ljudi, če so samo sumili, da so proti partizanskim, oziroma proti iz ideoloških razlogov, so jih lahko odstranili. In to se je na Štajerskem dogajalo, tudi kar mi je bilo neznano. To je kasneje prevzela Pozna, izvajanje tega ukrepa in je bil sprejet poseben odlok o ukrepih proti švabobrancem, kako se je en poseben odlok bil še sprejet na podlagi, katerega so pa brez vojaških sodišč je Pozna lahko izganjala prebivalstvo. Potem so to požigi, ko sem že omenil, to je šlo za požige nekaterih domačij, posameznih šol in tako dalje, nekateri so bi lahko rekel, da zlasti požigi planinskih koč, tam je šlo res za to, da so preprečili na ta način, da bi se v njih utrdile okupatorske, torej nemške posadke. In je tu treba biti objektivno, da so na ta način pač hoteli to preprečiti. Tudi na Pohorju, ko so oktobra 1942 je ta znani pohorski bataljon je požgal praktično vse koče tam v tem območju. So pa še druge vrste, nekaj je bilo tudi posilstev, ne smemo pa posilstev nekako enačiti z likvidacijami, ker to je bilo pa res delo, oziroma da so to storili te zločine posamezniki, bi rekel, ne na ukaz ali pa da je to bila sestavni del doktrine partizanske revolucije, ampak so sami smo odkrili nekaj primerov, med drugim tudi, ko so posilili dve deklici, 13 in 14 staro deklico in ena celo zanosla, imela otroka in so potem hoteli ubiti, so jo iskali po noči, da bi ubili, pa je mama skrivala jo, ampak kaj je bilo, po vojni so odkrili te zločince in so bili celo sojeni, ampak so vsi bili po parih mesecih so bili vsi pomiloščeni. Jih je prezidij ljudske skupščine, ki je bil takrat torej na čelu dejansko to, kar je danes, kasneje bilo predsedstvo Republike Slovenije podobno, jih je pomilostil, vidno, kot predsednik. V tem je to ravno, da so sicer ugotovili te zločine, ker so odmevali med prebivalstvom in so bili za oblast obremenilni, so te ljudi sicer dali pred sodišče, pa je za zločine ne sodili, ampak potem so bili vsi izpuščeni in so vsi bili z velikimi častmi, ko so umrli okupani. Z govori o smrtnicami, en je bil celo odlikovan z en likvidator, tak aktivist je bil celo odlikovan z visokim odlikovanjem še. Čeprav so zanj vedeli in so celo partizani bivši pričali proti njemu, da je bil zločinec. V tem je ravno to, jaz vidim, revolucionarno nasilje, da je revolucija dopuščala, oziroma partije dopuščala, da so njeni ljudje počeli praktično skoro, kar so hoteli in da zato niso odgovarjali. Tudi, če so na svojo roko počeli to. Tudi na Štajerskem je bilo veliko ropanja premoženja, nekaj je bilo na lastno roko, nekaj so tudi skrivači to počeli, nekateri je preganjala narodna zaščita, zaradi tega tudi to moram povedati, da ni bilo to neka doktrina oziroma sestavni del revolucije, to ropanje, ampak da so nekateri ti, ki so morali skrbeti za prehrano partizanskih enot, da so to izkoristili in so na svojo roko potem ropali kmete in pobijali živino in so tisto meso sami jedli pa ga prodajali. Ropali so pa tudi denar, nakit in podobne stvari. Nekaj teh primerov je notri opisanih tudi.
No, še eno stvar bi omenil, ki se je na Grobeljem zgodila, ki jo pa celjski zgodovinar je, da ne bom imenoval, iz muzeja novejše zgodovine, to kot dokaz prikazal, kot dokaz, da niso mogli Nemci partizanstva na Štajerskem, da niso uničili, ko je Kozjanski odred poslal na železniško postajo na Grobelno za Silvestrovo leta 1944 je poslal partizanko, seveda civilno oblečeno žensko, ki prinesla peklenski stroj v čakalnico, polno ljudi, civilistov, ki so tam čakali na vlak. Proga je bila pogosto bombardirana, pa tak, in so vlaki imeli zamude in je to bilo ogromno ljudi se nabralo in je spustila v zrak to čakalnico z vsemi ljudmi. To je šlo pa dejansko za čisto teroristično dejanje, ki je v slovenskem naredilo, ne vem, če je bil še kakšen tak primer. Problem pa je v tem, da ga ravno ta v svoji knjigi Vigrece povrne, ki opisuje partizanstvo na Celjskem, da ga prikaže kot dokaz, da niso Nemci uničili partizanskega gibanja po tisti ofenzivi divja svinja leta decembra leta 1944. No, to je nakratko, edino, če bi še komentiral, mogoče malo tele dokumente, no, to je, ko smo govorili o Ozni, tak je bil postopek, vete, Ozna ne upoštevala nobenih sodnih postopkov, nobenih pisal o partizanskem sodstvu, je tega Štahla, ki ga je zajela, blizu Polzele, je, a ne, to je pa čisto nekaj drugo, to je že na drugo justifikacijo, ja. Nekaj se v dokumentih Ozne med vojno se navaja teh likvidacij. 12 let je bil star. Aha. Ja, vse tule, on je ravno zakrival, ne? Ja. Likvidacija Boslovca, to je edini primer, ker duhovščine niso pobijali na Štajerskem, ker je nemški okupatorjo leta 1941 izgnal. Tudi politikov pomembnih ni bilo pobitih, kot to na Ljubljanski pokrajini, pa konkretno v Ljubljani, ker so vsi pomembni politiki pobegnili v Štajerske v Ljubljansko pokrajino. Med drugim Maxo Schnödel, recimo, ne, potem še cela vrsta teh ljudi. Tako da edini, ki sem ga zasledil, da je bil, da so ga ubili, je bil ta, je bil prav menil, da se ne pomembno za to. Ja. No, to je pa primer, pet, ki so jih obsodili na smrt, partizansko-vojaško sodišče, med njimi so mladoletni tudi bili, tisti jeleni sploh. No, to, ti so, če pogledate, vidite, ljudem na vrstne lešnice, ne, da je bil 28. leta, njeden Pavel rojen, potem Stanečnik 27. leta, so bili mladoletni in nisem pa mogel potem ugotoviti, ali je bila sodba potrjena tudi in izvršena. Pa verjetno je bila, ker če je bila razveljavljena oziroma da ni bila potrjena, je v upisniku to pisalo, tu pa ni pisalo, nič ne piše. Ne. No, to je en tak odlog, ki ga je sprejel štab 4. predvidevne cone o izgonu, ko ga je treba vse izgnati iz kraja bivanja. Jaz bi s tem zaključil, če še ima kdo kakšno vprašanje za začetek. Spravim še pa enkrat, da je ta knjiga, ali pa študija, da je samo podlaga za nadaljno raziskovanje, da še zdaleč niso izčrpani viri, da če hočeš to prebrati, moraš biti praktično res v Ljubljani, da sediš v arhivu Republike Slovenije, da pregledaš vse partijsko gradivo, vse gradivo MOS-a. Čeprav sem tudi jaz pregledal veliko tega, ampak mislim, da vsega pa nisem pregledal, da tudi nisem mogel v tako kratkem času, če gledate, da sem 12 leta izdal neče nasilje, potem sem se prvo tega, tudi zato, ker prvotno Denaj in moj doktor Čoko tole naredila, da je šla pa porodniško in sem jaz prevzel. Res sem pa imel zbranega ogromno gradiva že, predvsem pa raznih pričevanj, pa dokumentov raznih
Tako da bo to še lahko nadgradil in to samo podlaga. Ne bi kdo mislim zdaj, da je to nekaj, kar je dokončno, oziroma da se ne da še kaj boljše napisati. Pa kritično, seveda. Oziroma, pričakujem tudi, da bo kakšen zgodovinar napisal recenzijo, ki bo kritična, kajti na ta način tudi jaz sam vidim, da zgodovinarju to pomaga, da opozori na pomanjkljivosti, da ni samo hvala, da so samo pohvalni.